strelc, križ in težave. To bom imel bend, ko bom 60, če bom 60. No, Ajde, ga imaš prej, zakaj ga moraš pred 60 tam bez. Ja, A nimaš križu in težav že zdaj? 55 plus, imam križ. In težave imaš tudi. Težave no, je to vidiš, pide. Imaš težave in s križem, in s težavami, in vse skupaj. Ne vem, zakaj bi se zdaj umijel na leta, da bi mogel imeti to pri 60. Ne, zdaj, ko to poslušalke in poslušalci poslušajo, še nimam. Mislim, nimam več. Upam, čakam. No, ja, to ide. Ja, upam, da nimam več. Zdaj lahko tudi prenesem pomen. Pesniki že dolgo pojejo. A si se ortopedu že naročil? Ja, upam, da ni bilo treba, da bi minili. Ja, ne, sej, lej, ti se kar naročiš. Ko ti na vrste že spet bolel. Ja, pa prej bom to poslušal, da se spomnim, bo tudi trajal. No, če češ rabo nekaj, da se spomnim, pa je že minil. To je vredno. Če si pozabil. Sej to, če bom pozabil, bo v bistvu dober. Sam sem pa zadnjič pri pogovoru v službi ugotovil, da v bistvu pa ne veš, kaj še dalj časa traja, da prideš na vrsto ortoped. Koga? Ortodont. Ne, da prideš na nohte. Na nohte. Pred dopusti je bila taka gužva na teh nohtih. Kaj, pedikura, manikura, to? Ne to, meni pedi. To za ženske, da to zrihtajo. Ja, sej, narišajo to, ja. Ne pedikura. To. Manikura. Ja, tako je. Sej pedikura, se to vse skupaj. Meni pedi to. To hudo, da je bilo. Ja, ja, se moraš tudi mani, če imaš... Ja, meni pedi, to vse gre skup. To je zdaj to, ja, seveda. A ja, to ni. Mislim, lahko tudi eno ali pa drugo. Ne, ta pedikuro si jaz predstavljam, da ti gram pa dano režejo tam dol od zadnji. Ja, to je, vse ti to zrihtati noge. Pa da imaš lepe nohte, pa še tako, zrihtati noge in tako pa še pa dizajnerske une. Eni imajo črte po strani. Se pravim, a veš, a bo ti lepo zgleda, če bo vse tam zrihtan, od zadaj bo pa pizdarija. Ti ne bo lepo zgledal. Vse moraš, tako. Za tega je pa gužva, ker traja. Pojma nimam koliko časa, ampak zihar ful. Eno, če je bila gužva. Ja. Pol vala, da traja. Nisem vedela, veš. Križ in težave tudi to pogledam. Za naslednjo sezono se naročite februarja. Pa zato še ni specialistov verjetno. Pa zato še verjetno ni specialistov. Ne teh, veš, da priješ malo prek vrste. Bomo dali v zapiske, da link do koledarja. Opravičujemo se vam, priporočam tega medikera. Probajmo se mi spomniti, da bomo dali reminder februarja, ven, da je treba jeti. Sam februar? Da bomo v februarski epizodi. Stari, sem do julija moraš še enkrat. Ja, lej. Ja, no, se pravim, pol je ja, valda. Ja, ne vem, no. Se gre lak dol, ja, koža. Ja, lak gre dol. Ja, boljš, da sploh ne greš. Ja, to je res, ampak itak verjetno gre čez februarja. Manikirki pa manikurke imajo tudi družine, se oni morajo tudi test, bi se halo. Ja, ne valda se za to. Tako da je viš februarja in pol maja, recimo. Ajde, pa še to po moje se gre lak dol. Ja, neč pa lahko tudi kar septembra že rečemo, da ne grejo. Ne. Ja. Mislim. Da je čez cel let, ne? Ja, se to smo pa zdaj, ne? Ja, se to smo pa zdaj, ja. No, pejte zdaj, ne? Tako, pa pol januarja, pa pol maja. Sam jaz mislim, da to moraš malo bolj prej refrešati, to ne gre tok na kratk, ne? Ja, ne, večkrat, ko greš na manj cajta si tam. Ne, govorimo tudi o nohtih, ne? Ja. Se pravi, če namažeš nohte, gre lak dol. Zato moraš pa tudi po zim. Halo, se pred novim letom moraš tudi. Seveda, ja. Se to, ampak pač moraš večkrat, ko sem dvakrat ful. Lep ni biti lahko. Težko zajeba. Ja, zajeba. Mi sploh ne vem, koliko nam je lahko. V resnici. To moj otrok ugotavlja, veš, da koliko smo moški v prednosti pred ženskami. A kar se tega tiče? Mislim, a ne, pač zjutraj vstaneš, si umiješ zobe, oplakneš obraz in greš, ne, in prav, koliko to ni fair. Ker ona ima pa cel kup dela, ne, s temi zdaj ne vem, vidva še nista na skinkerih, a sta že? Ne še. No? Ne, sem to, kar si opisal, to je zame kar velik del. Pač vsak dan je treba to narediti. No, ampak ona poleg te hoče reči, da poleg tega še kaj več zraven naredi. Vem. Se mi zdi, no, da bo ali zdaj. Ja, ne bo postrigel z rutino. Bo ta videla. Bi dokupila še eno kupalnico zraven z veseljem, če bi bila le možnost. Tok dober. Ja, tok dober je. Ja, pa drage poslušalke in poslušalci, hvala za seribe.si. Mi hočemo še eno kupalnico. Imamo še eno kupalnico, pa da se navežemo na prejšnji teden, da beste, če na Madeiri, ne?
ali pa na Baliju. Kopalnica, ali pa na Azorih. Ta druga, ne? Mislim, da imamo pač tako malo večji bungalovček. No. Ja. Se jih ne rabimo 19. Ne. 3, 1, 2, 3, dober je. Da smo se scenarista znabili, da ni treba še zanga kupiti. Ne bom imel, prešparali ste zdaj. V bistvu. Ne bom imel 1-3, ampak si jih razdelimo pravično. Ne? Ja, ko v njih ima 19, jih ima on, ne? Ja, mi razdelimo pravično. En za scenarista pa ničke. Scenarist, ja, če je šel, je šel. Šel je izgubil stav. Če je bila recesija. Če je šel, je izgubil Madeiro. Ja, valjda. Sorry, takole je. Još kaj ne. Jaz nisem zvisel teh pravil. Tako je. Ja. Tako je. Ja, mislim, ali gremo pa štrajkati, da ne bomo imeli tega. Mislim, jaz se čist strijam, da pač ne, pravile treba malo drugače postaviti. Sam nismo, že dolgo nismo te stranke omenjali. Zdaj, a veš, jaz mislim, da smo v stranki govorili, da so bili taki politično razburkani časi, tako da počakam še kakšne 2 meseca, ko bo pri nas tudi. Čeprav mogoče še so že zdaj, pa mi tega ne vemo. Ja, ker zihar so komentatorji že postregli s prvimi temi besedami, mislim, stavki, kot so obeta se vroča politična jesen. Ja, veš, da se. Zihar se bo, če ne pri nas, pa čez lužo. No, sej to itak. No, sej čez lužo. Je že poletje. Je v polnem teku. Ja, je že poletje bilo. Tam je v polnem teku. Tudi tukaj je bilo, pri nas je bilo, Francija je bila, ja, tudi volitve, pa vse tako, zdaj so že memno, so že vlada sestavili verjetno. Pa očitno mi poletni imamo teh idej, kako stranke narediti pa to. Ne, bojo pa bo se začeli dogajati, se pri nas bo tudi pohmal. Boja, to bo dobro. Tako da bo. Mater, september, pa konc dopustov, pa to bo človek mislil, da, a veš, da zdaj bomo šli pa v nov šolski let, pa vse to na polne kanone, pa jaz sem isto zmatran, kot pred dopustom. Mislim, valjda sem že en mesec na šiht, bogi, veš. Ja, nič kaj ni nucal, ne? Je premal, ne? Evo, to je eden... A mogo biti glih obrnen, ne? Ne, še en mesec zapusta bi mogel biti več. Predstavljaj si, da bi mogel 28 dni v letu mogel delati, recimo. A ja, to je tudi dobro, ja. Da dobiš odločbo, da ostalo zloh vrej. Fascinantna ideja. Ja. 28 dni pa delaš. Pa. Mislim, jaz bi že vse tako, ko imajo, pač, ne vem, kako otroci te počitnice, to imel. A ja, tako da si pač frej. Ja, na 2 meseca pa imaš malo počitnic. Da v bistvu od 1. junija itak nič ne delaš, sicer še hodiš v službo, ampak nič več ne delaš. Ne? Plačan si. Ja. Ne, tudi ni treba prijeti. Tako, zakaj bi hodil, če itak noč ne delaš? Otroci morajo isto prijeti, v 24 morajo hoditi. Ne? Pa res, ja. Filme gledajo, pa ne vem, pa jada. Ne, pa nas jih pa kar, skoraj ta zadnji teden sem imel frej, tako. A še le, ali kaj? Ja. To pa je spetniška šola. Niti ne, ampak se je so kar, mislim, da... To so teta haupta, veš, spet še enkrat ne. A ja, to je to. Sploh me ne posluša. Da zahreben so se zdaj... To je ono naprej, to je vodnik, ne, ta naša ni to. Ampak očitno so mogoče sam neorganizirani pa... A so sam pozabili? Ne, čakaj, kjer je najjača? Prežihov, ne? Kakor vem, je Prežihov Oranc. Ne, kaj že, no ne, unata druga, ne, sem vodnik. Richard Jakopič. To je, Jakopič. A je? Ja, Jakopič je kao najjača. To sam zato, ko se je prenovili zdaj. Ne vem, ampak ta je kao, ta je ta haupt. A res? Ba je, ne vem. Sorbona taka, slovenska. Ja, kaj jih je veliko tudi, mi imamo sicer, pač tam smo zelo zdravne šole, pa jih je veliko svoje otroke kaj prepisali, tako da. A, je to ima tak renome. Ja, ba je. Mislim, mogoče ima pa ta slabšega, tako to da je. Tako da zaradi tega, ne. Skaj naše v Dravljah nima renomeja sploh, ampak je super šola. Ne, veš, mogoče je pa veš veliko pač šol v okolici, pa pol se lahko zmišljuješ in če imaš veliko možnosti, pa lahko izbiraš, ne. Čeprav načeloma ne bi smel, ampak lej. Ja, jim rata ljudem. Ene šole bolj pohvale kot druge. Ne? Ja, se govori, mislim, tako. Ja, je splošno znano dejstvo, ali kako, da je ena malo boljška, ena malo druga. No, pa so pa tudi ene, ko so malo bolj zagrebene, kot so se prej malo pošalili za vašo. Očitno vaša ni, ampak ene so. Ja. Blizu Save poznam kakšen kraj, ker se prav dajejo šole, kjer bo bolj kul, pa bolj fulorejno. Pa se po moje tudi v Ljubljani, mislim, so kakšne kasoke. Mislim, ja. Da je. Povsod je ta tekmovalnost. Ja, stvari bi mogli obrniti bolj na drugačne. Mislim,
Meni se zdi, da bi mogli naučiti otroka razmišljati, pa brati knjige, kot smo danes rekli, zgodovinske, ne, da se z tega kaj naučiš, ne, da sam nemo gledaš, medtem ko unika niso brali. Mislim, vse knjige, da ne moremo reči samo zgodovinskih. Ne, absolutno vse knjige, ne, več brati. Tudi često knjigo, čeprav. Ki jo mi zelo dobro beremo. Zdaj sem se spraševal, če bi mi kakšno tako knjigo, ki je res zajebana, brali, recimo Marksov Kapital, primerice. Okay. Ja. Koliko let bi to trajalo, stari? A veš, on je bil filozof jeben, ne? To ni neki na tem nivoju, ki smo mi ponovadi beremo. Da ga mi v poljudno znanstveno verzijo spravimo. To je pa pol moralo. Veš, kako je, ne vem, Jonas približal Shakespearea mlademu poslušalstvu na Radiu Študent, da mi Marksa prek podcastov približamo širokemu krogu ljudi. Ne? Mislim, že takoj se bo... Takoj bo mene zmeril v zadnje. Ne, mislim, to je bil predlog. To je bilo razmišljanje o konceptu, če bi šli. Saj smo imeli že tudi kakšno drugo knjigo. Saj ta meni se zdi zanimiva. Samo pa meni se zdi, kakor sem nekje slišal en podatek, da več ljudi govori o tej knjigi, pa jo citira, kakor jo je dejansko prebral. In to mnogo več. Še te zmeri tako se veš, valjda ta kapital, ta je pa... Jaz se tudi, da veš, imaš kup ljudi, ki iz Biblije je potegnil ven, ne vem, mogoče kakšno zgodbo, kakšen citat, ne, in vse skupaj in operira s tem pol na dolgo in na široko, ne, pa dejansko ni cele zgodbe, mislim, cele knjige prebrati. Ja, pa se imaš te lučine, ki si sam dele svoje, tiste dele, ki so na njihovo, ne. Ki njim pašejo. Dobesedno. Pa zanimivo je, da v vsaki lučini malo drugi pašejo. Meni je zanimivo, recimo v Ameriki ima pač, ne, se vemo, da je pravilo ne ubijaj, ne, ampak je gun control, ampak bog ne da ima pa pušenje in pa vzetne. Puška. To je pa svoboda. To je pa svoboda. No, zdaj pa tukaj malo so kontradiktorni, ampak so pa največji. Vse se pa nas isti. Ne, pri nas upam, da ne bo. Ne za puške, ampak recimo tako, veš, vsi smo kristjani, pa gor, pa dol, ampak pol pa, ne vem, en migrant, otrok ali pa odrasel umre, ne vem, gre čez mejo oziroma ki ga naplavne eno obalo, ti si jo, hvala Bogu, kaj pa grinu nekam. No, Mislim, veš, govorečo... Ne. Tudi taki so. Ne, hočem reči, da tudi med kristijani so dobri ljudje. Seveda. Ne mal. Kreteni so posod, samo to. A veš, te so bolj opazni, ker slabe novice hitreje potujejo. Ja. A veš, pa sej veš, na avtocesti, če je nesreča, se v zabrenzu, če ne drugega, zaradi tega, ker jih bo 10 pred tabo. Tudi če ti nočeš dejansko gledati, pa ker se že toliko počasi peleš, pa valjda vršiš učne. Tudi če imaš v levi, če te malo v levi rami, valjda boš pogledal, če se že počasi peleš. Razumeš, boš malo počasi pogledal. Če se že počasi peleš, je to tako je. Tako je s slabimi novicami. Take so. Tako da mogoče pa res kapital. To si bilo. Dajmo malo še kaj. Dajmo pogledati, koliko 100 strani je tam. Pa kakšen je... Ti na un app svoj, Takratko verzijo, če se splača. To je. Tole kar takoj povedal. Da vidimo, če se splača. Pa bomo dobili neko razvodnilo verzijo, a veš, je to prav, da to naredimo? Ne, jaz bi sam beta test naredil, če je to pač ok, ne, a veš. Lahko pa poslušalke in poslušalci poveste, če se vam to zdi dobra ideja ali ne. Ali pa predlagate kakšno drugo knjigo. Stara ponova zaveza sta še debelejši stari. Marksov Kapital 19 minut. Komunistični manifest 15 minut. Krajši. Aristotelova politika 29 minut. Tega namo. Ta se je pa res pištolil. Ta je pa dolg. Tako da imamo za 2 podcasta, imamo robe. To pa prehitro skozi. Kako homeopatija, veš, razrečen od razrečenega, pa mi še malo razrečimo. Ne, zdaj, ampak da bi kapital, ne vem, na humoren način, ali neki, ali... Zdaj, ker je to že kdo naredil.
Mislim, v Sloveniji najbrž ne. V Sloveniji definitivno ne. Nekaj pa v Sloveniji je zdaj, a veš, glede na tega, ne, da imamo mi malo to socialistično preteklost, ne? Ker večina tistih, ki so bili v komunistični partiji, ne razumejo, da komunizma pri nas nikoli ni bilo. Nažalost, pa so bili. Ampak ustrajno ponavljajo, da je bil. Ampak to samo zato, ker so z izkaznice prebrala, veš. Ja. Ne, in potem... Oni so bili v Brezini elemenči takrat, veš, so oni hodili zjebati to. Hodili zjebati. Znotraj, spetni element. Speče celice. Čeprav so bili te krverniki, ampak Lej, to je tisto, kar smo zanč govorili, pol se prešaltaš na drug blok, pa si pol tam vernik. Važno je, da si srcem prstvari. Tako. Nima veze, nekjer stran si. Sad, da si srcem prstvari. Mi ne vijamo. Treba, mislim, bolj, kad bi bili kakšni polovičari. Sam je res. Veš, res. Kad te polovičari, to pa imaš pa če slabš, da se ti zgodijo stvari. Tudi to je res, ja. Tako da, kje smo ostali? Se ne vem, kaj sem hotel povedati. Ja, nekaj si hotel povedati. Ja, zdaj sta mi... kapital smo imeli. Ja. To vem. Ja. Dokaj se še spomnim. No, jaz sem vmes pozabil. Ja. Pojmo mi na 6. knjigo. Da, avizo ali intro? Slavkotove minute? Ne. Pred Slavkotove minute bi sam rad povedal, da je zazevala kričeča praznina. Ja. Vsaj v moji glavi. Zdaj pa pojmo na Slavkotove minute. Zdaj bo prišla sestra, pa nam bo razdelila zdravila. Potem pa mogoče kaj spomniti. Spomnil sem se, a veš, ko pride sestra pri Green Day, kaže? Basket case. Ja. A smo že imeli to za komad tedna? Ne, lahko. Dajmo ga. Ta komad je res komad. Pred pol leta je bilo 30 let, odkar je bil. A se ti zdaj bavaš? Ja, nekaj tih bo to. Ja. Pamtim to, kao da je bil juče. Ja. Dober je bil že od začetka, tako da eni komadi so taki, ki so dobri. Kadarkoli, ne. Ja. Kadarkoli ga slišiš, je top, tako da poslušaj si Basket case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools. Duki, plate, tiska smo prodali v Vini Mani na milijone. Sicer CD-jo, ampak ja. Lepi cajt. Kaj so bili še CD-ji za vse tiste, ki ne veste, pejte pogooglati. Kako je to zgleda? Mi smo tudi na LP-jih. Smo z njimi, če se še spomnite, smo tudi radarje odganjali. No, nekateri so. Nekateri so, da ne to narobe razumeli. Tako, ja, da ne bo. Jaz sem bil v te podnožici in kol. Jaz tudi ne, ampak poznam pa. Kolega je pa bil. Kot vrsta. Je bilo. Naš prijatelj Lesi je imel je pomagal. Je imel pa tudi boljše gadžete, recimo beer holder je. V Jugotu, starmu, se ni bil star, lep rdeč Jugo je bil dobro ohranjen, pa beer holder. In ko smo šli v Celtvek na Stonse, beer holderi so trpeli pod težo v njih pelov. Ampak so bili to dobri, tako da je šlo. Ampak samo odspred, seveda, za šoferje pa za kopilota, ki v nadvo odzad sta lahko skozi pila. Ja. Lahko rok držiš. In sva. Si bil odzad. Hvala. Tako da kva, gremo vizo? A ne, Slavkotove minute. Zdaj, čez par sekund bo 19, koliko prejšnji teden. Še malo počakamo, pa bo zares. Čak, samo malo 19, pa bo sekat. Bo zasekat, tako da pejmo zdaj v vizo. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem razen o kapitalu. Mislim, ne, Marksovu kapitalu. Mislim, kot mogoče pa bo. Tako skozi pogovarjamo. Hvala za ribe.si. Mi ga hočemo akumulirati, da bomo, ne vem,
V bistvu bi mogli povedati, zakaj. Ne? Zato, da smo mi lepo imeli, pa bomo pošiljali kartice z Madeire. Pa da bo trickle down, da boste imeli tudi vike od tega. Če se bomo mi lepo imeli, boste imeli tudi vike od tega. Če se bomo mi lepo imeli, bomo imeli polno novih dogodivščin, se nam bo tudi zgodilo, če bomo imeli veliko denarja. In pol boste vi ful bolj uživali ob teh ponedeljkih, ker vam bomo več stvari povedali, ker so te vi na šiht vozili, kje smo mi vse bili, kaj smo počeli, kakšne dogodivščine. Mogoče bo še kakšen nov podcast. Res nore dogodivščine, divji štoci. Res, ko bi čakal, da vam povem, da so se mi na Porsche 356 spet z gume zlizali in sem mogel spet na servis. Sam to bo rent. Rent bo, to bo rent. Ker tam je v Porsche auto leasing pa res ne znajo narediti. V pizdu mater. Pa koliko so drage te gume. Ja, vse sem šel pa kar k privatniku. Veš, ker ti tam na ostalah ti bolj zrihta. Stane se mogoče sliši, da je drag, ampak ni, je v bistvu bolj cenen. Tako da v redu. No. Ja. Hvala za seribe.si. Ne, v bistvu res lepa hvala vsem, ki podpirate. Res, to nam res veliko pomen. Zdaj pa pojmo naprej. A gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi? Nisem vedel, kam moramo jeti. Pojmo. No, pojmo. V prejšnji epizodi sem se spet pogovarjal o tej drugi glavi, ampak spet smo se precej malo. Se mi zdi, da to zdaj že nekako rdeča nit tega podcasta v tej sezoni, da se bolj malo pogovarjamo o Zaphodovi drugi glavi, ki je za tiste, ki ste morda prvič z nami, v flašu. Tako, v elektrolitskem gelu, plava. In je strašno pametna. Ja, in v bistvu ona šofira, to je če smo prej omenili zlato srce. Ona je... v bistvu Edi je zgubil službo. Tako, Edi je bil... Bogi, revaš. Jaz sem se prav veselil, upal sem, nisem bral naprej, pa sem prav upal, da bo, če prije zlato srce, ker sem zvedel, da prije zlato srce, da bo Edi in Edija njene. Ja, ne. Genocid med Edijem so naredili. Ja, ne, po vezah, ta glava je bila itak od Zaphoda, ta druga glava. Nepotizem. Mečkan je bilo enega klasičnega nepotizma. Klasičen nepotizem, ja. Tako da je dobila glava službo. Sicer jo je blazno dobro upravljala. V resnici, to smo pozabili povedati v prejšnji epizodi, da je bilo smrti pa raznih nevšečnosti, bo bistveno manj svetovnih vojn, ne svetovnih vojn, na splošno se je dogajalo. Mislim, umrljivost Zaphoda in ekipe okrog njega se je zmanjšala za 800%. Kar je ful. Po mojem, da je to dober rezultat. Mislim, bravo. Statistično gledamo, mogoče bi to Slavko to vprašal. Če je to dober. Mislim, meni se 800% zdi kar dobro. Meni tudi. Če bi šla plača za 800% gor, bi bilo kar v redu. To podpišem, če bi šla podpora za 800% gor. Božo, plača in pa pere bo kapital, da vidimo, kako se s tem narediti. Kje se ta presežna vrednost ustvarja? Pa bi mogli kakšne druge knjige brati najbrž, ali bi pa saj začeli. Pust. Te probleme bomo imeli. Ne, a veš, to sem hotel prej povedati, da bomo imeli, na vse sem že povedal. Pust. Zaplezal sem se. Ne, v glavnem, ta glava je odlično upravljala z izogibomatikom, ne? To sem hotel vprašati, da smo mi zdaj že v prejšnji epizodi ali gremo že naprej? A smo še v prejšnji epizodi? Zdaj bomo tukaj razlagamo prejšnjo epizodo. Mislim, malo bo tudi, kako bi rekel, pljusknilo tudi na novo epizodo, ampak... Zato sem se malo... Ta kvarnik je enkrat kar umestno odvršal. Zdaj ga me enkrat trupno pa... Dajmo kar zdaj, da smo za zigar kvarnike. Ne, če ga bomo tako pljusknili, ga ne moreš kar zdaj dati. No, ne pljuskni zdaj, ne? Da ga odpljusknimo naprej. Zdaj bom dodal pa še en ta morje, da bo to odzvanjalo. Še kakšen haleba najče. Te imate tudi v Šišk, pa za Bežigradu so tudi. Ne pa je, da so v večjih slovenskih mestih, sem zadnjič bral en članek. To so te rečni galebi, to niso te morski galebi. Ja, galep. Ja, le drugače oglaša. Ja. Kako? Ne. Ja, čist drug zvok. Mislim, to, v glavnem pust galebe, kvarnik. Zdaj si jih pripela. Sorry. Ker sem bil v podlagi. Okay, jaz sem rekel, ti si rekel. Jaz sem rekel, se opravičujem.
V glavnem, zdaj smo še zmeraj v 3. poglavju. In kaj ne rečem? Je nič, glede na to, da Arturju ni ratal glih dobro buljati tega levega možga. Tako, Artur se lepo umaknil. Se je pač odpravil po uno, če še komu kaj prinese. Kot smo ugotovili, mogoče bi ponovili, da je to res dober trik, takrat, ko zajebeš nekaj, da se odmakneš od družbe in rečeš, še kdo kaj. Da še kdo kaj rab. Ponavadi vsi dobro vejo, da nič ne rečejo. Kaj pa greš v BTC? Ponavadi tam Ben ne reče, saj je očitno v angliški šoli. Ben noče vprašati, ker lahko da rečeš v Leclerca, veš, če si ti tisk gre. Kaj pa greš v Leclerca? Pa da veš, ta kričeča tišina, noben mu ni pogodu, pa pol se rajši izogneš temu, da vprašanje all together. Ampak Artur je to z odliko spelo, tako da, ja. Tako da ne, pa je pa njegovo vlogo prevzel Ford, ne. In to zelo dobro, v bistvu. On je bil res hudičev advokat, ki ga je spravil, v bistvu Ford ga je začel sprašvati, da če on res upravlja z neverjetnostnim pogonom, da kako je možno, da je v bistvu prišel dvakrat na isti kraj. Se pravi, da je to, rekel, ker sem na zadnje te neverjetnosti, čeprav knjiga tudi razloži, da on ni na zadnje nikoli tega preveril. Da nikoli ne preverja stvari. Ta bo dobro. Ampak da po statistiki se neverjetnostne stvari težko zgodijo dvakrat zapored. Tako, ker so neverjetnostne. Takrat je bila verjetnost 150 milijard proti 1, kar je kar dobra neverjetnost, je še dodal levi mozek. Tako da vprašanje je, kako, tako ga je vprašal. Pa mi pa razlož, kako da sem vaju pričakoval, bratranca, v bistvu obe glavi. Veš, Mislim, on ni vedel, da sta ločena, pač on je Zahoda pričakoval, pač glava se ga pa običajno se ga je držala. Ampak saj relativno dosti cajt, kot sta se poznala z Zahodom. Mislim, večino life, kot sem jaz razumel, sta Ford pa Zahodovi glavi kohabitirali čisto normalno, pa vsi pangalaktični grlorezi z njima. Mislim, v bistvu so v grlorezi storili žalosten konec, repetitivno in večkrat. Ampak bi bil pa saj žar borbe zelo dober na strani Forda in Zahoda. Tako da zdaj sta pa prišla še enkrat sem. Tako da pol se je pa levem mozgu mal. Mečkaj se mu je zamerali, nekaj mu je on razložil, da mu vsa ta kolobocija mu diši nekako na neko organsko življenje. Še to, točno, res je dobro to. In on ga je čist zamedl, in kako in sploh ne. In glede na to, da je padel v tisto čustveno zanko, ki ponavadi ljudje padamo, in je mal zameril, pa mal zamrznil. Ampak je orang zmrznil. Orang je zmrznil. A veš, kaj me je prijavil Ford, ker so se v računanju pogovarjali? Jaz večino svojih računov upravljam na čustveni osnovi. In ga je valjda, da ga je že tam mal čustveni, kot mislim, da halole. Matematika pa čustva ne grejo skupaj. Super ga je potrolil, super. In ga je uspešno obesil, medtem pa itak ne smemo pozabiti, da zeleni žarki še zmeraj hudo švigajo proti njim. Celo en velik je. Artur ga je prej skozi gledal čez okno, zdaj ga je pa spet, pol pride nazaj Artur. In ga je šel spet čez okno gledati, kje je ta, in se seveda spet besno bližal ladji. In tle je čas, da naredimo pečino obešalnik. Skrajen. Po mojem. Ker to je bilo pa že čisto preveč v tem poglavju. Zdaj bo pa nov zdaj moramo samo povedati, da se ta zelen žark smrtonosnik vemo, da je ta se res besno bliža, in pustimo poslušalke in poslušalce za en teden v popolni negotovosti. Absolutno. Tako da, kar se rekla, pečina obešalnik. To je to. Tako. Jaz bom kar naprej bral, veš.
Sorry, jaz bom lej, ne, pa oni tudi, ne. Mislim, ker jaz vem, da jih zdaj le tiši. Jaz bom že četrtič naprej bral. Zdaj le 3. septembra pejt v knjižnico vprašati, če lahko dobiš 6. knjigo. Lej, nije za sposoditi. Nije za sposoditi. Ne, psi sem že vmes, sem jo hotel, pa ni šlo. Je zdaj le pa sploh razprodano. Rezervirano do decembra. In jaz vem, kako jih to žre. In bojo vsi šli to iskati. In medtem boš ti prebral nekaj za naše poslušalstvo. A jaz? Povedal nekaj. A moram spet? Dej. Lahko na pamet. Vsak teden, ali kaj mi težite s tem? Lahko pa tudi jaz. Ma ne. Čakaj, se spomnim. Ne, jaz sem za svoje navadu. Sorry. Zdaj ga pa likart, kak LM-ja si ga tiltno. Sorry, no, nisem hodil biti tako fort. Ne, nisem hodil biti tako. Ne, zdaj. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo izvedeli, da je neverjetnostni pogon majčken manj neverjeten, kot da vi zadanete na lotu. Majčken manj? Manj, v bistvu, se res. Se pravi, večja verjetnost je, da vi zadanete na lotu, oziroma tudi mi. Tako. Pa tudi, če srečke nakupaš v bistvu, je skoraj pust. Mislim, da srečko nekako moraš kupiti, ampak če bi bilo čist neverjetno, ne, pol... Tudi srečke ne bo treba. Mislim, lahko se zgodi, lahko je najdeš. Ok. Lahko ti kdo podari. A veš, jaz recimo, ne vem... podari srečko. Enkrat na mesec zadanem na loteriji po mailu, ne, mi pošljajo, da moram sam klejmat dobitek, ne. Ja. A veš, a vidva ne dobivate tega? Ne, dobivam SMS, halo, kakšen mail. Ne, meni pošljajo mail, da sem zadev na lotu. In sam klikni tukaj. Ja, tako. Sem na ameriškem lotu 3 milijone zadev. Enkrat sem v enem tednu 20 milijonov zadev. Pa še ni hiška ali bungalov, ali kva že kupujemo. Zakaj pa mi težimo poslušalcem za podporo? Zakaj? Zato, ker ne beremo Marksovega kapitala in je to še vse moje. Ker bomo pa to predelali kapital, pa to pa bom jaz videl, da je fajn, če to podelimo, pa vse skupaj, pa naše. Pa tudi vidva imela Dobro. Samo da vemo, pri čem smo. To je bil kratek predogled našega novega podcasta. Tako, a veš, igre v log bojo, ne? Zdaj že vidim, to dela. Ja, tako misliš. Ali naj bo napizdeval, ne? Tako. Ne, jaz mislim, da ne bo nobenega napizdeval. Ne bo, hecam se, seveda, da ne. Če bi pa radi, da slišite, kako najali napizdeva, nam pa to pošljete na to pa sam prek razglednic. Sam prek dopisnic, tudi razglednic nočemo, da se pokvarjajo za to, ampak razglednice pa smo veseli, ker smo jih dobili, to smo pozvali povedati, se je že september. Spet, letos jih je še več kalanskih, ampak je pa res, da jih neki, tako kalanskih ditih, pa tudi neki, kar še zmer pričakujemo, tako da bomo o tem, koliko jih je bilo zares obvestili nekje med novembrom in decembrom, ker vam povemo tudi, kako je med manikuro. Ne, že zdaj morate jeti pa novembra tudi. Tako, pejte. Tako da pejte zdaj in pol, kaj treba. Za otroke gre. Ja, da ljudje morajo živeti. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko oceniš, deliš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala lepa. Smo šli. Kaj? Smo šli v offside. Ja, malo smo šli, Pozabil sem ti, da že celo 6. knjigo v offside hodimo, stari. Offside je skozi. Skozi smo v offside, stari. Kaj je več od offside, ampak mi smo tam več. Sam stranski sodnik ima skozi zastavco gorla. Pravi, mi malo več hodimo, sploh ni offside to več. Bi pa malo krajši, zdaj je september, ker je manj gužve na cesti, je sam 33 minut. Hiter tam. Tako sem se zagrebil za... Pa nam več, srednje se.